Beletrina v živo. Prisrčno pozdravljeni v novi epizodi Beletrina v živo. Tokrat nas bo odneslo med vrhove gora, med stene, tja, kjer se dogaja alpinizem in se rojevajo prijateljstva. Pogovarjali se bomo o novi knjigi, ki je izšla pri založbi Beletrina, Naveza. Napisala sta jo Tomo Virk in Iztok Tomazin. Z mano sta danes profesor, izredni član SAZU, dr. Tomo Virk, sicer redni profesor na oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete, ter primarij dr. Iztok Tomazin, zdravnik, specialist družinske in urgentne medicine, sicer pa oba izjemno navdušena alpinista in pisatelja. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Tudi. Zdaj pred sabo imamo čisto svežo knjigo, ki je taka dobra popestritev slovenske alpinistične literature. Pa bi vaju za začetek vprašala, mogoče vas, Tomo Virk, kam bi umestili to vajino knjigo? Govori namreč o vajinem tesnem prijateljstvu, ki se je rodilo med plezalnimi vzponi, pa tudi na drugih dogodivščinah, in sta jo napisala vsak svojega vidika. Namreč iste dogodke sta zapisala vsak svoje perspektive. Nekaj podobnega smo pred kratkim že brali, in sicer knjigo Zakoncev Štremfelj. Ali ste mogoče tudi tam dobila kakšno idejo? Mislim, da te ideje niso dobila tam. Ta zamisel je starejša, ne? To je Iztokova stara ideja. Skoraj vse zamisli za najne skupne pustolovščine so Iztokove. Jaz sem bolj pasivna žrtev teh zamisli, ne gre za vzpone v hribih ali pa za ta projekt pisateljski, tako da prišel je čas za uresničitev te stare Iztokove ideje. Torej, knjigo sta spisala oba, spoznala sta se pa že mnogo prej, in sicer vajino poznanstvo sega v čas, ko sta služila vojaški rok v Jugoslovanski ljudski armadi. Vsaka dobra zgodba, ki si jo moški, vsaj pri nas, govorijo med seboj, se začne v vojski. Kako sta se vidva našla? Iztok. V bistvu so nama dali, da sva se našla, pač oba sva se znašla po različnih poteh v tolminski kasarni. Jaz sem prišel pač iz Vojno-medicinske akademije, kjer smo pač zdravniki prvi del vojaščine služili, in sem potem postal zdravnik te kasarne. Tomo je bil že tam. In prvo srečanje je bilo na enem zidu, nekje blizu vojašnice, kjer so tisti, ki so bili v kasarni že pred menoj, plezali. Med njimi je bil tudi Tomo, pa recimo Matevž Lenarčič, ki mislim, da je kar dobro znan, pa še nekaj alpinistov. Iz teh bežnih poznanstv, kakršnih je bilo med služenjem v vojaščini veliko, iz nekaterih med njimi je pa potem ratalo tudi kaj več. Pri nama s Tomotom si upam trditi, da mnogo več, kar smo tudi opisala v knjigi. Tako da srečanje je bilo naključno, marsikaj v naslednjih letih se je dogajalo, lahko bi rekel tudi naključno, postopoma, zelo postopoma, skozi leta, lahko rečem skozi desetletja, pa se je to prijateljstvo razvijalo, kar v knjigi tudi poskušava nekako ubesediti, približno in tudi utemeljiti. No, povezala sta se že zelo kmalu v alpinistično navezo, ki je potem s časoma, kot ste rekli, prerasla v močno prijateljstvo. Kako bi opisali odnos soplezalcev, alpinistov v navezi? Kakšen je ta odnos? Ja, o tem bi vedel Iztok več povedati. Ima veliko več soplezalcev imel, tudi veliko več v navezah. Torej, tudi Iztok v knjigi piše, da so ti odnosi lahko različni. Seveda, lahko so to bežni, naključni soplezalci, čisto, ki nastanejo z neke trenutne potrebe, situacije, ali pa takšni soplezalci, s katerimi se potem spletemo tudi neko življenjsko vez, ne? In to je potem, recimo, lahko postane naveza z veliko začetnico, kot je na nek način se zgodilo pri naju. Kaj to pomeni, da sta spletla to navezo? Vidva sta zorela kot posameznika in kot prijatelja. Kaj pa je tisto, kar vaju druži,
ne opravilo ali početje, ampak tisto, o čemer bi se pogovarjala, če bi imela ves ljubi čas na svetu. Ja, to je zahtevno vprašanje, na njega skušala pravzaprav odgovoriti oziroma odgovarjati v knjigi. Kaj ljudi pravzaprav nekako privede, povezuje, naravnava v nek odnos, seveda tukaj je neskončno možnosti, alpinizem je pač v tem primeru, na enem primeru samo ampak tudi nek okvir, neka zelo zanimiva, zahtevna, nevarna, kompleksna, prevzemajoča dejavnost, pa še kakšen predelnik bi lahko uporabil, kjer se lahko ljudje zelo povežejo, čisto zaradi objektivnih okoliščin, ko si enkrat navezan na vrv in je tvoje življenje v bistvu od prijatelja odvisno v teh okoliščinah. Dobro, to so znane stvari, ampak to seveda še ni nujno temelj za neko prijateljstvo. Pač, mislim, tako kot za vsak kompleksen, malo globlji odnos, je fino, da so res prave sorodnosti in pa prave razlike, če se malo pošalim, tako kot tudi v kakšnem drugem partnerskem odnosu, recimo. In mislim, da je to ravno bogati odnos in če se te stvari na pravi način poklopijo, razvijajo, da se lahko res razvijajo v en dober odnos, prijateljstvo ali kakorkoli temu rečemo. Tako da tudi iz knjige je razvidno, med nama so res nekatere zelo zanimive razlike, kar pomeni, da se lahko dopolnjujeva, pa seveda nekatere zelo temeljne podobnosti v iskanju, v nekih stremenjih, v nekih pogledih na svet, kar je pa seveda temelj za en tak odnos. No, ne druživa ju samo alpinizem, oba sta tudi navdušena nad literaturo. Tomo, vi ste strokovnjak za literaturo, Iztok pesnik, pisatelj, oba zelo veliko bereta, poklicno in tudi v prostem času. Povezali so vaju knjige Karla Maja, že mnogo pred tem, ko sta se spoznala. In potem sta tudi obiskala, verjetno večkrat, kraje, kjer so snemali filme po njegovih knjigah. Kako vaju je povezal Karl Maj? Zanimivo vprašanje, to lahko samo spekuliramo pravzaprav, ne. Dejansko naju ni povezal, tudi niso obiskala krajev, kjer so snemali knjige po njem, ampak so obiskala kraje, ki so zanimivi za plezanje. Na teh krajih, enih najlepših v naši bivši domovini Jugoslaviji, so pa dejansko snemali tudi Karla Maja. In ker je beseda nanesla na to, so ugotovila, da sva jaz sicer rahlo v zadregi in z rdečico na obrazu, Iztok pa bolj prostodušno, sva ugotovila, da so oba precej rada prebirala to v, recimo, osnovni šoli. To branje, ki je gotovo, da si človek to želi priznati ali ne, na nek način vplivalo tudi formativno na človeka. Ne. Vsaj kar se tiče navdušenja nad dogodivščinami. Navdušen dogodivščina, jaz bi izpostavil tudi idealnega prijateljstva, potem neke vrednote, nek etični kodeks, ki je v mnogih pogledih, danes, ko smo bolj občutljivi, sporen, sicer mogoče včasih, ne, ki pa v osnovi ki pa ima v osnovi neko zdravo jedro, na primer. V razmerju med Winnetou in Old Shatterhandom lahko vidimo pravzaprav nek kolonizatorski odnos, nek pokroviteljski odnos. Old Shatterhand se zdi mogoče bralcu na nek način superioren Winnetouju, saj je intelektualno močnejši. Tudi Winnetou se na nek način tako do njega vede, ampak meni je bil vedno Winnetou superioren, na primer. Me zanima, kako je bilo pri Iztoku. V bistvu zelo podobno. To je bila pravzaprav neka nezavedna povezava ali podoben pogled na neke močne izkušnje iz mladosti pri branju. Ker dejansko sta dva temelja. Eno je pač tisti duh pustolovščine, same po sebi, niti ni važno v kakšnem okolju, v kakšnem kontekstu. Po drugi strani pa tako, kot je Tomo rekel, kako lahko nastane iz nič ali pa celo iz nekih nasprotujočih si slabih okoliščin, lahko rečemo temu, če poznamo te zgodbe iz Karla Maja, pa nekaj popolnoma drugega, ki se razvija pač v enem procesu nastajanja enega odnosa, ki pa se končno sprevrže v svoje pozitivno nasprotje, v prijateljstvo v bistvu.
No, vidva sta si zelo različna. V knjigi vse čas srečujemo dva junaka, vsak s svojimi značajskimi potezami. Iztok zelo navdušen za vsako akcijo, ljubi nevihte, uživa v divjanju narave. Tomo po drugi strani vse čas nekoliko zadržan, pred vsakim vzponom jasno pove, da mu ni do stvari, ampak konec koncev sta vse, česar sta se lotila, naredila zelo dobro. Ne samo plezalne vzpone, tudi to knjigo. Ampak bralcu se vse čas zdi ta napetost med vama včasih tudi malo humorna, pa zabavna. Kako pa vidva gledata eden na drugega in na te vajine razlike? No, glavna razlika je, da je Iztok suhkatarska, jaz pa malce bolj korpulenten. Razlike seveda so, ampak tisto, kar nas je po mojem najbolj združilo, čisto po intuiciji, že skoraj od samega začetka, je pa po mojem to, da čeprav nisva zelo ekstrovertirana, takrat se bila še manj, ko so se spoznala, so pa vseeno začutila, da pravzaprav pri nobeni stvari, zlasti pa naprimer pri alpinizmu, v katerega sem se jaz šele takrat začel uvajati, nama ni šlo predvsem za kakšen športni dosežek, ampak za nekaj, česar sam ne znam dobro opisati kot nekaj več, čeprav čutim to zadevo veliko bolj, bi rekel, jasno in konkretno, ampak izrazim pa zelo težko. In pri Iztoku sem isto čutil neko tako težno in bolj, ko sem ga spoznaval, bolj se mi je potrjevala, ne samo za alpinizem, ampak tudi za vsa druga, mnoga področja, s katerimi se je vrhunsko ukvarjal. Se pravi, da če se zdaj navežem na alpinizem ali pa na tipe alpinistov, imamo vidik športnega alpinizma, kjer so pomembni zgolj rezultati, potem imamo etični alpinizem in to, o čemer ste zdaj govorili, Tomo, bi rekla, da je to nekakšen duhovni alpinizem. Se pravi, da v tej dejavnosti iščeta nekaj več, nekaj presežnega, tisto, česar ne znamo dobro poimenovati, vendar se na vsake toliko časa celo najde oziroma začuti. Iztok, kako bi vi to poskušali razložiti? Najprej bi se vrnil k prejšnjemu vprašanju. Mislim, da vse je zasluženo pojasnilo, a ne omenila ste neko vrste napetost. Jaz temu niti ne bi rekel napetost, ampak v bistvu bolj ene vrste, vidim to tako, no, pač malo na širše, kot ene vrste igro ali pa ene vrste ples. Ko se dva človeka sicer z takih različnih področji, značilnosti, temeljev in tako naprej zavrtita oziroma pač se nekaj razvija. To, kar ste pa zdaj vprašali, smo zelo nerad neke take šablonske delitve alpinizma. Vemo, da je to neka osnovna delitev, ampak ne bi rekel, da gre tukaj za iskanje. Jaz trenutno vidim, oziroma ne trenutno, v zadnjem obdobju bolj, da sem jaz to že najdel, takoj, ko so se mi odprla vrata v gore, najdu, potem je pa to stvar raziskovanja. Da pač veš, da si na pravi poti, ne veš, kakšna bo, ne veš, kaj boš tam najdel, ampak ni pa dvoma, da je to vredno ene vrste vseživljenjskega raziskovanja. Ne samo narave, ne samo svojih sposobnostih, pravzaprav gre to na vsa področja, tudi na področje odnosov, v končni fazi. To je pravzaprav temelj najine knjige. Tako da je to alpinizem sam tukaj res lahko postane v tem vidiku mnogo več kot neka aktivnost. Pa če jo še tako upevamo, da je to pač malo več kot šport, pa tako naprej, to je vse res. Ampak daje pa možnosti in za osebni razvoj izjemne in za gradnjo odnosov, lahko, mogoče se malo banalno sliši, za duhoven marsikakšen razvoj. Končne pa se tak ni samo alpinizem, ampak pač najina zgodba ima za okvir alpinizem. No, nekaj je razmišljati in doživljati, čisto nekaj drugega je pa potem to zapisati. In Iztok, vi ste že izkušen pisatelj, za vami je že kar nekaj knjig, med njimi tudi pesniška zbirka, v kateri se mi zdi, da ste najbolj se približali temu, o čemer se zdaj pogovarjamo. Ne? Se pravi, skozi pesem prikazati nekaj, česar ne znamo ubesediti. Definitivno, najbolj dragoceno pri tej zbirki mi je, da je res nastajala tam, v Tibetu, na himalajskih odpravah, med počitki, v baznem taboru, tudi na kakšnem višinskem taboru. Se pravi,
In kar se lokacije tiče, in kar se dogajanja tiče, in kar se največje intenzivnosti s Tibetom, s Himalajo, pač z vsem tem, kar je tam tiče. Tako da je res ena taka zelo avtentična knjiga. Spet se bo banalno slišalo, dano mi je bilo napisati, se to je kar prihajalo, ni bilo, da bi se ne vem kaj trudil, pa razmišljal, kaj bom napisal. Je pa res, da gre za skrajno zgoščeno pisanje, zato sem tudi izbral to obliko tanka, ker je zelo kratka, ampak zelo tako, kar zahtevno strukturo. No, Tomo, pri tisti knjigi ste vi napisali spremno besedo, v tokratni knjigi Naveza pa sta avtorja oba. Kako je prišlo do pisanja te knjige? Kako sta se zmenila, kako je potekalo pisanje? Kot sem že prej rekel, ideja je bila Iztokova že pred in tudi pobuda njegova, precej je stara. Jaz v skladu z najino konverzacijsko igro sem pač bil malce bolj zadržan, ampak potem nisem imela nikakršnega natančnega načrta. Vsak so napisala par odlomkov, par strani mogoče in si ogledala to in potem nekako spontano pisala naprej. Seveda pozneje sva nekoliko to urejala vse skupaj, ampak ja, precej spontano je bilo. Čeprav ni bilo čisto kaotično, zato ker so opisovala to najino skupno pot te naveze, pravzaprav kronološko. Tako da to je že neka naravna razvojna linija poteka dogajanja, vendar pa niso pisala zvezno. To, za kar sva trenutno dobila navdih in vse to se je potem sestavilo skupaj. No, vajini pisavi sta tako kot vajina značaja zelo različni. Tomo, vi ste bolj kratkih stavkov, tudi veliko humorja je prisotnega v vaši pisavi. Iztok, vi ste pa nekoliko bolj poetični, malo daljši, z dolgimi opisi narave. Kako gledata na pisavo drug drugega? Meni je bila ena glavnih motivacij oziroma želja pri tej knjigi, zato sem tudi drezal kar nekaj, pač dajal to pobudo, kako Tomo tudi doživlja. Saj se pogovarjamo, logično imamo tudi na drugih nivojih, se nekako sporazumevaš, ampak vseeno, ko pa nekdo nekaj napiše na papir, je pa precej bolj eksplicitno, pa še vedno dopušča številne interpretacije. In eden glavnih motivov pri tej knjigi je bil za mene, da bom videl, kako je Tomo to doživljal, oziroma bral, kako je to doživljal. Pa hkrati vedel sem, da bova pri samem nastanku knjige, da bova tudi dodatno komunicirala, kar mogoče nikoli ne bi, če se ne bi lotila v določenih stvareh, če se ne bi lotila te knjige. Tako da to mi je bil kar precejšen izziv in veselje, ta proces doživljati. Seveda, pri pisanju, tako kot pri karakterju, pri značaju, se pa poznajo razlike. Poleg tega mi je bilo še dodatno zanimivo, Tomo je pač vrhunski strokovnjak za literaturo, da greš pisati knjigo s takim človekom, ki res pozna literaturo, raziskuje, je tudi svoj vrsten izziv. Prvič v dveh pogledih. Prvič, kako bo tvoj delež pisanja sprejet, pa dobro, tukaj računaš na prijateljevo dobrohotnost, drugič pa kako se bo on izražal, teh stvarih, ki sem prej omenil. Tako da tukaj je bilo veliko takih zanimivih aspektov, ki so mi še dodatno dali veselje pri tem projektu, da sva se ga lotila. No, ampak Tomo Iztok je vrhunski pisatelj, vrhunski pisec, odlično piše. Ste vi šli v to pisanje s kaj treme? Ne bi rekel, da s treme, z razumno skepso. Meni to vrstno pisanje ni pisano na kožo, še manj razgrinjane skrivnosti moje globoke duše. To mi ni ležalo. Jaz mislim, da vsak, ki malo več pleza v gorah, doživlja kakšne bolj euforične občutke, takšne drugačne. Tudi ni nujno, da pleza v gorah. Tudi sam sem kot navaden planinec recimo lahko doživljal takšne občutke. Mislim pa, da jih je težko izraziti. In po moji izkušnji, kolikor sem bral te literature, kar nekaj sem bral, je najbolj izrazi nekdo, ki se pač ne trudi neposredno opisati teh občutkov, ampak nekako opisuje samo dogajanje, ampak z nekim posebnim
talentom, nadarjenostjo, seveda za to in potem iz same situacije začutiš mogoče to, kar je pisec ali piska tam doživljal. Ne. In zato je knjiga mogoče vseeno kar uspešna v tem pogledu, ker ima isto ta talent, kot ste vi sami omenili, takih res lepih opisov, ki se človeka dotaknejo, ki ti dajo čutiti, kaj se dogaja. Naprimer, ko opisuje, kako se nevihta kotali kot valjar proti majhnemu skromnemu bivališču. Človek začuti ti strašni valjar, ki te bo povalil. In se mi zdi, da vsi občutki, ki sva jih doživljala pri najskupnih pustolovščinah, so najbolje posredovani preko takih opisov. Ne. In tako sem jaz doživljal z veseljem njegovo pisanje, ki sem ga sicer poznal že iz drugih njegovih knjig tudi. Ampak za vas, Tomo, je pa to prva takšna knjiga, kjer se tudi malce razgalite ali pa, kot ste rekli, pokažete svoje globine duševne. Ja. Ste še pisali tako odprto? No, večkrat sem dvignil eno hlačnico, tako da je malo se razgalil po enem vedru. Mogoče v kakšnih mojih esejih bilo tudi kaj bolj osebnega, čeprav seveda sem pisal v drugih knjigah, v drugih stvareh, ampak pravzaprav mogoče na takšen način, da je bilo čutiti neko osebno angažiranost ali pa bližino. Ne pa izrecno avtobiografsko, pa res ne. Ampak tudi v vašem pisanju zasledimo, da ste esejist, odličen esejist, ker najdemo odlomke, kjer se ne morete izogniti te svoje vloge esejista. To so te najslabši deli knjige. Ne? Ja, sej bo pa bralci preskočili, pa bo šlo. Ne, jaz bi tukaj dodal, to je zelo skromen, preveč skromen. Meni je njegovo pisanje zelo všeč, ker je tudi, bi rekel, na način drugačno. Ene stvari pač boljše izraz, kot jih lahko jaz. Ampak če vsak svojim načinom en isti dogodek ali pa isto doživetje opisuje, se mi zdi, da se res zelo dobro dopolnjuje. Ne? Na raznih nivojih. Okay, v esejističnem načinu pisanja sploh. Ampak tudi, če se podrobno prebere, je v njegovem pisanju marsikaj zelo jedrnato, zelo lepo povedano, dobro skrito, ampak se da dobiti ven. Tako kot pa konverzaciji z njima. Ne? Ja, zagotovo je treba prebrati večkrat. Ja? Marsikakšen odlomek je treba prebrati večkrat, da bralec pravzaprav dojame, kaj sta hotela sporočiti. Še tole me zanima. Dogodke sta opisovala seveda vsak svoje perspektive, včasih tako različno oziroma tako drugače, da bralec podvomi, če gre sploh za isti dogodek. Ja, se ni bil isti dogodek, ker sva različno doživljala. Ne. To, kar je bilo za Iztoka največja sreča, je bilo zame največja groza. To ni isti dogodek, ne. Ampak zunanji pa je isti. Ne. Tako, se pravi, ljudje zelo različno dojemamo zunanje dogodke. Sigurno, to vedno. To je čar tudi takih prepovedi, v končni fazi. To je tudi čar odnosa, ko pravzaprav v isti situaciji dva človeka, ki sta v nekem odnosu, pa ni važno, za kakšen odnos gre, lahko popolnoma drugače doživljate, dopolnjujoče se ali nasprotujoče ali kjerkoli vmesna varianta, in s tem se pravzaprav obogatite, če to pride v ta vmesen prostor. Pri nama je to pač itak bilo že ves čas prisotno, zdaj sva pa to še nekak del tega dala v knjigo, ker mislim, da je tudi dodaten čar te knjige. Ta različnost, ta dopolnjujoča ali pa nasprotujoča se interpretacija, doživljanje, pripovedovanje, to je bil tudi moj cilj. Ker smo imeli res zanimiva doživetja, že objektivno gledano zanimiva, recimo težek vzpon, pa nevihta, pa tudi zahtevne vzpone so vmes, tudi vzponi, ki so, lahko rečem, že deloma segali tudi v vrhunski alpinizem, vsaj kdaj pa kdaj. In tukaj se vidi, kaj je neka objektivna vrednost vzpona pomeni navzven, recimo v zgodovini alpinizma, kakšno mnogo večje bogatstvo je pa v doživljanju, v različnih interpretacijah dveh ljudi ali pa več ljudi, če jih je več pri enem dejanju. To se mi zdi, da so dodatne dimenzije takih dogodkov. No, ta vajina knjiga je vajina skupna dogodivščina, ena od zadnjih, ki sta jih doživela, in na srečo imamo od te dogodivščine nekaj tudi bralci.
ker od drugih nismo imeli kaj veliko. Ja, upam. V tem iskanju, v tem hrepenenju, ki zelo jasno veje iz vajine knjige Naveza, pa je pravzaprav ves čas neko povabilo. Je morda to snov za naslednjo knjigo? Tomo, vi ste zelo lepo napisali: najino prijateljstvo ostaja v stanju nenehnega povabila. Kam sta se povabila na naslednjo pustolovščino? Isto, že piše, 2, 3 knjige nove, tako da sigurno bo še kaj. Ne? Kaj pa Čopov Stavor? Da bosta preplezala skupaj? Ta prvo malo še vine tuja za splezati na tistem kraju, ki je opisan v knjigi. Ja, jaz upam, da ga bova, ampak spet tak cilj je lahko samo simbol nečesa, ni rečeno, da nam ga bo uspelo realizirati, ampak že samo po sebi ta želja, ali kako to imenujemo, je vredno tega, tudi če jo na končni fazi ne uresničiš. Na večjih nivojih je motivacija, tudi v primeru neuspeha je pač te druge dimenzije, s katerimi se moram soočati. Tako da jaz sem vesel, da to imava. Mislim, kot načrt, kot željo, kot nek simbol za prihodnost, ki pa bo ali pa ne bo uresničen, ampak vsekakor bo imel vpliv, oziroma ga že ima. No, ampak trenutno uživamo v vajini skupni knjigi, tudi vama se verjetno dobro zdi, da je izšla. Povabilo pa velja tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke. Vabljeni ste k branju knjige Naveza in se vidimo med vrsticami. Beletrina v živo.